Danes bom pokazal, kako režemo slivo. Ta sliva je stara 6 let, je že v rodnosti, no pred vsako rezjo pa je treba razkužiti tudi škarje. Jaz uporabljam kar alkohol 95% v obliki razkužila in na ta način na slivo ne prenašate kakšne virusne bolezni, še posebej je nevarna recimo šarka. No pa kar začnimo. Tukaj imamo primer, ko je treba pri slivi krajšati te močne enoletne poganjke. To pa zato, ker praktično spustimo več svetlobe, rodnost ne uhaja ven in take poganjke lahko skrajšamo za tretjino ali pa tudi več. Enostavno odrežemo lahko na zunanje rastoči brst ali pa na notranje rastoči, ampak jaz sem se tukaj odločil rezati na zunanje rastoči brst. Ta konkurenčni poganjek pač v celoti izrežemo, tukaj pa enostavno pustimo in to je en primer, kako krajšamo poganjke. No, tukaj imamo pa še en lep primer odvajanja. Ta veja je premočna in jo je treba odvesti na nižji, primerno rastoči poganjek, tako da v krošnje spustimo več svetlobe, vse, kar raste navzgor, pa izrežemo in vidimo, da se krošnja pravzaprav že kar lepo odpira. Enako z odvajanjem lahko naredimo tudi tukaj. Vidimo, da se odpira vrh, poganjki si med sabo ne konkurirajo. Podobno pa pravzaprav se potem nadaljuje lahko tudi pod vrhom krošnje. Ne želimo dveh vrhov, izrežemo tukaj, odvedemo krošnjo navzven in potem posod, kjer to imamo, nadaljujemo naprej. Vedno pa pogledamo v krošnji, kaj želimo delati naprej. Jaz tukaj vidim predvsem eno močno vejo. To vejo bomo izrezali sadjarsko žago, tako sprostili nekaj prostora in lažje opravili rez naprej. Pri rezi slive in ostalega sadnega drevja je treba pravočasno izrezati tudi starejše veje. Pri nas bomo tukaj odrezali na prsten, da spodaj stimuliramo obraščanje novih poganjkov. Vidimo pa, da je pri sami rezi nastala tudi velika rana. Vse rane, ki so večje od 2 cm, pa je treba premazati s cepilno smolo. Uporabljajte kvalitetne cepilne smole, kajti vse rane, ki jih zamažemo, so varne tudi pred vdorom škodljivih lesnih gliv. Tako da tako cepilno smolo pa seveda uporabljamo v suhem vremenu. Dobro pa je, da ima tudi ščetko na koncu, kajti s tem si praktično olajšate mazanje oziroma lažje premažete. Navsezadnje pa porabite tudi manj cepilne smole, kot če bi to delali kako drugače. Pri slivi izrezujemo tudi vse poganjke, ki jih ne rabimo. Tukaj vidimo, da je bila lansko leto narejena rez. Seveda ta dva sta premočna in jih je treba izrezati. Ohranili bomo samo tega, ki se lepo razrašča. Seveda pa imamo na hrbtišču potem tudi veje, ki rastejo v notranjost krošnje. Take tudi izrežemo, kajti motijo nas, preveč senčijo ta del krošnje in tukaj svetloba reflektira v notranjost in na ta način imamo potem tudi več pridelka. Vidimo, da se sliva že lepo odpira in to je pravzaprav tisto, kar želimo. Ta poganjek je tudi nekoliko preveč pokončen, razraščal bi se kot bohotivka in imamo že lepo odprt spodnji del. V spodnjem delu smo tukaj namerno pustili dva enoletna poganjka, ki jih bomo pravzaprav odrezali oziroma naslednje leto bomo izbrali tistega, ki bo pravzaprav bolj primeren. Seveda pa izrežemo tudi vse
poganjke, ki nas motijo pri košnji, tako imamo manj težav potem tudi za samo obdelavo pod krošnjo. Tukaj spet odvedemo na niže rastoči poganjek, ta je šibek, ga ne rabimo krajšati in vidimo, kako lepo se odpira prostor in kje pravzaprav bo sliva potem tudi rodila. Tukaj se enostavno pomikamo naprej, izrežemo bohotivko, take bohotivke ne rabimo, ravno spet ponovno izberemo pri slivi rajše te bolj šibke poganjke, močne, pa izrežemo v celoti ali pa tako kot tukaj prikrajšamo za kakšno tretjino. Ta poganjek bomo še upognili, da ne bo konkuriral potem tudi vrhu. Postopek ponavljamo naprej, izberemo bolj položene poganjke in vidimo, kako lepo pravzaprav se že odpira prostor pri slivi. No, tukaj pa imamo še eno vejo, ki je zelo močna, rastoča. Tukaj imamo lepšo, konkurenčno in tako pravzaprav lahko v celoti izrežemo, lahko s sadjarskimi škarjami, lahko pa tudi sadjarsko žago in smo že zelo veliko naredili, kar se tiče rezi slive. No, pa nadaljujemo z rezjo. Tukaj imamo kar nekaj poganjkov. Ta tukaj je potencial za rast bohotivke, ga izrežemo v tem delu, lahko tudi prikrajšamo nazaj, da nam naraste bujno in se bo nižje razraščal. Spet tukaj ta poganjek je dokaj nizko, zaradi košnje lahko izrežemo, ravno tako tega tukaj. Seveda, tukaj imamo pa en lep poganjek, ki pravzaprav na krtišču ne želimo kakšnih dodatnih vej, ta se križa v nasprotno smer. No, tukaj pa seveda lahko odvedemo na primerno rastoči poganjek nazaj. No, tukaj pa vidimo en lep primer, kako potem zapolnimo prazen prostor v krošnji. Odvedemo na primerno nižji rastoči poganjek, ta je prebujen, konkurira za vrh, ga izrežemo, ostale pustimo in vse skupaj priveženo potem z vrvico v približno v to pozicijo. Če nadaljujemo naprej, spet izrezujemo konkurenčne, razsvetlimo krošnjo, pač nadaljujemo naprej, tukaj je en močnejši, ga lahko izrežemo. V nadaljevanju pa ravno tako izrežemo tega pokončnega, tudi tega tukaj, ki je potencial za bohotivko, tega lahko nekoliko prikrajšamo. Tudi ta poganjek je kar dolg, da nekako uravnotežimo krošnjo. Potem pa tukaj spet vidimo, da imamo mogoče tale raste bolj pokončno, ga izrežemo in pa ta del krošnje zopet prikrajšamo nazaj in smo spet dobili veliko prostora. Tudi tukaj nekoliko čistimo, sliva je že skoraj porezana, čistimo tudi poganjke, ki rastejo nazaj proti deblu. Tukaj mogoče dobimo kakšen nov poganjek ali pa tudi letos pustimo, bomo kar probali porezati stran, če se obraste, da bo več svetlobe s kakšnim novim. In vidimo, da je praktično sliva že skoraj porezana. Zadnja faza je ta, da se lotimo vrha. In ko režemo vrh, vedno izbiramo en vrh, enega šefa, drugega izrežemo, kajti samo konkurira v rasti. Tudi izrežemo vse tisto, kar je štrco od lanskega leta. Potem pa gledamo te nižje veje. Ko pa prikrajšujemo, vidimo, da imamo že lepe etaže, pa lahko prikrajšamo na najvišje rastočega. Tale tudi nekoliko konkurira vrhu. Jaz ga bom vseeno nekoliko prikrajšal, tudi tega, da se rast nekako uravnoteži. Ta poganjek je pa lep, pa ga lahko tudi
privežemo ali pa tudi pustimo, kajti ne izrašča prepokončno. Tukaj pa imamo eno lepo vejo, ki jo bomo privezali, upognili in v tem delu, kjer enostavno manjka ene veje, tako pridobili novo in res je pravzaprav pri slivi končana. Mogoče naredimo na koncu še kakšno korekcijo, če se nam zdi. Ta dva poganjka smo rekli, da bomo se naslednje leto odločili, katerega bomo zbrali, ostale pa po želji prikrajšamo. Tukaj enostavno mogoče tega nekoliko prikrajšam nazaj in potem pravzaprav smo več ali manj vse postorili, kar je bilo treba. Tukaj vidimo, da imamo še enega, ki konkurira, ga izločimo. Pri tem pa je mogoče tudi celo pregosto vse skupaj, ker konkurira z nižjo vejo. In po krajšem premoru, kavici, sem se vrnil k drevesu in našel še nekaj popravkov, tako da jih bom tudi zdaj naredil. Tukaj bomo odvedli nazaj nižje na poganjek, kajti je dosti močan in sta kar preblizu. In ko enkrat začnem rezati, potem je treba rezati še naprej. Če gremo na ta del krošnje v nadaljevanju, vidim, da enostavno tudi za kakšno tretjino režem potem vse nazaj. Tudi tega tukaj, če sem enkrat začel, potem nadaljujem. Tukaj pa vidim, da imamo nekoliko preveč poganjkov, ta je premočen, tudi pokončen. Tudi tukaj, če sem te enoletne poganjke, lahko krajšam za tretjino nazaj. Tukaj se bo tvoril rodni les v naslednjem letu, tako kot v tem primeru. In tukaj ta poganjek bo treba upogniti. Enako tudi tega, to bomo privezali še z vrvico, tako da dobimo optimalno lego. No, tale mi je pa že kar premočan, tako da ga tudi izrežem. Tukaj mi en rine v sosednjo vejo in tukaj še bolj izrazito nazaj enoletni les, da vse skupaj nekoliko umirim. Potem pa bom že skoraj zadovoljen. To vejo bomo privezali, da dobimo dobro izhodišče za naprej. Še en popravek bom pa naredil še na vrhu, odrezal na zunanji brst in bo sliva potem porezana tako, kot je treba in tudi zagotovila pridelek v prihodnjih letih. Nekaj poganjkov bomo še uprli, tudi tukaj vidimo, kako smo iskali optimalno lego, da enostavno umirimo rast. Porezali smo na črko V in potem samo poiskali pravi kot. Potem ta končni poganjek se razrašča pod pravim kotom in vidimo, da to nikakor ne odpade. Zelo dobro drži, tudi če veter piha. In tako, res, sliva je v tem primeru zaključena, vam pa želim dober pridelek.